Visoka stopnja brezposelnosti med mladimi je pereč problem tako na državni kot na lokalni ravni. V prid rešitve tega problema so nujni čimprejšnji ukrepi za zaposlovanje te ciljne skupine in tega se zavedajo tudi v Mladinskem centru Dravinjske doline v Slovenskih Konjicah. Na novinarski konferenci v petek 6. junija 2014 so predstavili nov projekt Mladinskega centra Dravinjske doline, poimenovan Kreaktor, mladinski kreativni laboratorij. To je hkrati tudi pilotni primer inovativnega kreiranja delovnih mest za mlade v Sloveniji. Gostje so bili Duška Lužar-Šajt iz Zavoda Prizma Maribor, Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek, Renata Kerovec, vodja konjiškega mladinskega servisa MS Servis posredovanje d.o.o. in član uprave podjetja Unior d.d. Branko Bračko. Povezovalka je bila Neža Pavlič, koordinatorka aktivnosti programa, svoje delo pa sta predstavila Tadej Slapnik, vodja 4. stebra Mladinskega centra Dravinjske doline Kreaktor in Laura Krančan kot vodja projekta. Osnovni namen razpisa in dotičnega projekta je krepitev socialnih in državljanskih kompetenc preko aktivacije mladih samih. Ključni rezultati projekta so torej ustanovitev lokalnega mladinskega kreativnega laboratorija, najprej kot samostojen steber v sklopu Mladinskega centra Dravinjske doline, v naslednji fazi pa načrtujemo spin-off v samostojno podjetje, zadrugo ali društvo, potem ustanovitev vsaj ene samozaposlitvene mladinske zadruge ter pri mladih pridobivanje ključnih socialno-podjetniških kompetenc. Želimo si ne samo, da mladi pridobivajo te kompetence, ampak jih bomo ponudili tudi orodje, da se jih bodo lahko beležili in jim bodo kot take koristile potem pri nadaljevanju ali v iskanju konkretne zaposlitve pri drugih delodajalcih ali pa pri tem, da si kreirajo tudi svoja lastna delovna mesta, kot smo že rekli, da je eden od naših glavnih ciljev projekta. Projekt Kreaktor smo začeli snovati že v mesecu januarju letos, to pomeni projekt dejansko to, kar se tiče zdaj financiranja, ki je podano. Projekt je bil prijavljen na razpis v mesecu februarju in ne glede na rezultat smo se že takrat v projektni ekipi odločili, da bomo vseeno ga začeli s počasnim izvajanjem in pač začeli z mreženjem mladine. V aprilu smo tako izvedli prvo usposabljanje na temo poznavanja socialnega podjetništva, že v marcu gostili udeležence treninga za socialne podjetnike in konstantno mesečno predstavljali primere naše dobre prakse. Konec meseca aprila se je okoli Mladinskega centra že nabralo precej aktivnih posameznikov s čisto različnimi idejami, če mogoče malo neštejem. Eni so prihajali z idejami od samooskrbe, drugi z trženjem na spletnih mestih, tretji z iskanjem talentov, potem so se našli tudi taki, ki nimajo izobrazbe, pa bi mogoče kosili ali pa pomagali urejati okolico starejšem, do dizajnerjev, mladih, ki šivajo oblačila, torej se ukvarjajo s tekstilom. Na različne sklope smo že pritisnili in bomo še naprej. In vse te ideje so se zdaj v bistvu konec aprila poklopile z sprejetjem projekta in torej posledično možnostjo, da bo naš projekt bolje zaživel in tudi v bistvu hitreje zaživel. V mesecu maju smo tako na projekt zaposlili še eno mlado osebo in pridobili svežo delovno silo. Začele so se priprave na tematske delavnice, s katerimi začenjamo v naslednjem tednu in na to s polno paro seveda do decembra in upamo, da se bodo lahko obdržale tudi naprej. Konkretno pa so naši cilji do decembra naslednji. Vzpostavili bomo lokalno mrežo za povezovanje gospodarstva, javnega in zasebnega sektorja z namenom spodbujanja zaposlovanja mladih. V to mrežo želimo vključiti vsaj 10 različnih organizacij in pa vsaj 10 različnih gospodarskih združb. Potem pripravili bomo strategijo razvoja mladinskega socialnega podjetništva, ki bo uporabna tudi v drugih občinah oziroma regijah po Sloveniji. Pripravili izobraževalne modele za spoznavanje socialnega podjetništva, dvig socialnih in državljanskih kompetenc, ter potem, ko bodo modeli pripravljeni, izvedli 8 takih aktivnosti. Pripravili koncept delavnic za spodbujanje mladih na temo samozaposlovanja in posledično ob petkih izvajali coworking srečanja najprej v prostorih MC Patriot z profesionalnimi mentorji. S temi srečanji začenjamo že naslednji petek. Izvedli 6 izobraževalnih delavnic na temo socialnega podjetništva in zadružništva. Pripravili in izvedli analizo stanja na lokalnem področju, torej mlade pozvali k temu, da se aktivno odzovejo. Na mesečni bazi bomo sodelovali z lokalnimi mediji preko stalne rubrike v tedniku Novice.
Pripravili in izdali bomo publikacijo s primeri dobrih praks, ki jo bomo distribuirali preko mrež, s katerimi sodelujemo. Potem zagotavljali strokovno podporo mentorjev za kakovostno spodbudo mladim. V projekt že imamo kar nekaj starejših mentorjev vključenih, to so bivši gospodarstveniki ali pa ljudje, kot je na primer Duška, ki že imajo izkušnje s takim delom. Preko delavnic in idej mladih razvijali inovativne storitve in produkte, na končni stopnji pa razvili torej eno samo zaposlitveno obliko. Mi se nekako nagibamo k zadrugi ali SP-ju, bomo pa videli, glede na ideje mladih, kam in v katero smer bomo zašli. V projektu smo si zadali, da bomo aktivno vključili vsaj 100 mladih iz naše lokalne skupnosti in pa ciljali tudi na širšo lokalno skupnost, torej območje nekako zahodne Štajerske. Projekt, ki se financira iz Evropskega socialnega sklada, povzema preteklo delo in izkušnje Mladinskega centra, Slovenskega foruma socialnega podjetništva in fundacije Prizma. Podobni projekti Urada za mladino so namenjeni dvigu kompetenc zaposljivosti in promociji zaposlovanja mladih. V sklopu projekta bodo mladim letos ponudili širok nabor izobraževanj, delavnic, usposabljanj, izkušenj in predvsem možnosti za samoaktivacijo ter posledično sokreacijo lastnih delovnih mest. Ideja projekta je postavljena zelo obsežno, vsebuje tedensko izvajanje motivacijskih delavnic za mlade, vpeljanje coworkinga v majhno lokalno okolje Slovenskih Konjic, nudenje mentorstva mladim pri finančnem osamosvajanju, kreiranje novih delovnih mest na lokalni ravni in mehanizme preprečevanja odseljevanja mladih izven domače regije in širše tudi v tujino. Coworking skupnost je sodoben način dela, ki samozaposlenim in tudi profesionalcem omogoča, da si občasno ali stalno delijo sodelavni prostor z drugimi iz svoje ali sorodnih panog. Gre za kompleksno sodelovanje in povezovanje na različnih projektih, izmenjavo izkušenj, medsebojno pomoč in skupno ustvarjanje. Zavedajo se, da bo ta postopek trajal bistveno več kot 1 leto, zato si želijo, da projekt postane dolgoročen, da lokalna skupnost njem prepozna veliko pomembnost. V Mladinskem centru Dravinjske doline verjamejo, da lahko lokalna skupnost dodatno finančno podporo projekta pripomore in tudi zagotovi, da projekt ne bo le muha enodnevnica. Za prvo leto so si postavili nekaj ciljev, med njimi vsaj eno ustanovitev novega podjetja ali zadruge, 100 vključenih mladih na delavnicah, 30 delavnic na temo aktivacije mladih, vzpostavitev coworking skupnosti, organizacija 3 startup vikendov. V osnovi bo projekt nudil zaposlitev 1,5 osebe, ob koncu leta pa pričakujejo še vsaj 2 novi zaposlitvi, posledično temu finančno samostojne mlade osebe.